Jernej Javornik, čestitke za tole, lahko rečemo, zanesljivo zmago. Sladka zmaga, mar ne? Sigurno, da sladka zmaga, še posebej poraz v sredo. Ni bilo vseeno, ampak danes so fantje bili odločeni, da bodo dobili to tekmo in moram jim čestitati, ker so res prikazali dobro igro in na koncu zasluženo zmagali. Od samega začetka se je videlo, da je vaša ekipa visoko motivirana. Grizli ste in to se je obrestovalo. Sigurno. Vse konec koncev, tekma proti Kopru je isto ni bila slaba tekma za nas, v bistvu kar se tiče igre same, ampak Koper nam je zaradi slabe koncentracije v obrambi dal hiter zadetek in na to rdeč karton in se nismo mogli več pobrati. Danes je šla tekma v pravo smer. Prvi smo se zadeli, iskali gol in v bistvu res fantom moram čestitati, ker so v bistvu po letu 2001 prvič na domačem terenu se je zmagala Olimpija. Naporen ritem tekmovanja se nadaljuje, zdaj odhajate v Maribor k prvakom in verjetno tudi tam lahko upate na presenečenje. Ja, Maribor je najboljša ekipa v Sloveniji, to ni dvoma, ampak če bomo prikazali takšno igro kot danes, sigurno, da imamo šanse za dober rezultat. Ja, ob meni je sedaj strelec 2 golov, na današnji tekmi Matej Terović, sjajna predstava, ne le vas, ampak celotne ekipe. Se strinjate? Ja, se strinjam. Po zmagi 4:0, kaj lahko povem, da smo odigrali eno pravu tekmo, bili smo konkretni, zadeli smo iz svih priložnosti, kaj smo ustvarili, res sem zadovoljen. To je bila zelo pomembna zmaga v boju za te evropske vozovnice in od samega začetka se je nekako videlo, da ste željni zmage, na koncu je to tudi prišlo. Ja, seveda, hoteli smo tu zmago pred domačim občinstvom, zdaj smo potisnili Olimpiju še dalje od nas, seveda. Upam, da zdaj v sredu, mislim, moramo se prvo spočiti in čaka nas v sredu ena prava tekma z Mariborom, upam, da bomo se predstavili v čim boljšoj luči v Mariboru v sredo. Tudi za vas pomembna 2 gola v boju za kralja strelcev. Ja, vsaki gol je pomemben, mislim, šteje v pike, meni je pomembno, da ekipa zmaguje. Če ja, za danes super, če ne, spet super, ampak res vesel sem tih zadetkov. Danes visok, nepričakovan poraz vaše ekipe. Kakšno je vaše razmišljanje v tem trenutku? Pa nije dobro, normalno. Prvo, čestitam Rudaru na igri in na pobedi koja je... Seveda to ni dobro, najprej čestitam Rudarju za igro in zmago, ki je povsem zaslužena. Do prvega gola ob koncu polčasa smo imeli kar dobro igro, glede na okoliščine, v katerih se ta klub nahaja. Vse, kar se je dogajalo v drugem polčasu, pa je bilo zelo slabo. Zelo slabo in še posebej po drugem golu smo izgubili koncept igre in enostavno smo čakali na konec tekme. Posledice tega so, ker igramo brez napadalca že mesec in pol in to je zelo težko. Jaz to nekako razumem, po drugi strani pa je tukaj predvsem mladih igralcev, ki prej lahko jemljajo prvenstvene tekme. Če želimo, da se to zaustavi, je bolje, da eno tekmo izgubimo 4:0 kot 1:0. Ampak sam ne vidim veliko dobrega za naslednje tekme, ker naši 4 najboljši igralci ne bodo igrali še kar nekaj tednov. Naslednja tekma pa je ravno s Koprom doma, torej še ena težka preizkušnja. Pa isto kao i ova, isto kao i ona što je bila, kao sve do sada. Ukoliko uspemo da... Isto kot ta, isto kot vse do sedaj. Če uspemo zdržati pritisk, če uspemo igrati dobro, če ne bomo delali preveč napak, potem lahko spominjamo na ekipo, ki je igrala tukaj do zaključka prvega polčasa, da imamo neko formo in na ekipo, ki ve, kaj hoče. Če tega ne zdržimo, če dobimo prvi gol kmalu, potem so problemi lahko zelo veliki. Onda problemi postoji veliki. Ja, kar boleč, visok porast v Velenju. Kakšno je vaše razmišljanje po tej bledi predstavi? Najprej bi čestital igralcem Rudarja za zasluženo zmago. Nadigrali so nas v vseh elementih nogometne igre, mi pa zgledamo slabo, dobivamo smešne, poceni zadetke. Danes smo dobili gol v zadnji minuti prvega polčasa, potem tudi drugi gol bi se dal preprečiti, da žoga ne bi končala in pač zaradi posledice teh 2 golov je pa pač bila, da smo zgledali tako, smo pač zgledali do konca tekme, tako da nijam okej.
Zaslužena zmaga Rudarja in to je to. Mogoče vidite kak razlog, zakaj tako igrate? Ma ne vem, ne bi zdaj o razlogih, zakaj tako igramo, ampak dejstvo je, da zgledamo zelo slabo, res. Zdaj pa za razloge iskati, kateri so pravi, kateri niso pravi, zato pa nisem jaz, tako da bodo že povedali tisti, ko so pač odgovorni za to. Kako se pobrati za naslednjo tekmo doma proti Kopru? Rekel bom hvala Bogu, da je v sredo že tekma, da ne bo preveč treba predolg razmišljati o tej tekmi. Skupaj moramo stopiti in se zbrati in pokazati nek drugačen obraz. Zdaj, kako bomo pa to naredili, pa bomo videli. Upam, da nam uspe do srede.